Živijo in lepo pozdravljeni zopet v mojem novem vlogu EU4U. Če smo nazadnje govorili o zdravi prehrani, pa bomo danes o zaposlitvi in izobraževanju. Gotovo že poznate možnosti, kako do študija v tujini, do vajeništva, do možnosti prostovoljstva ali mladinske izmenjave. Tako je, temu se reče Erasmus in to je eden izmed najuspešnejših programov Evropske unije. Namenjen temu, da lahko vsi, ki ste vključeni v izobraževalne programe, pridobite tudi možnost šolanja, študija, dela, prakse, prostovoljstva ali izmenjave v tujini. Že več milijonov mladih po vsej Evropi je izkoristilo to možnost in se potem zadovoljno vrnilo domov, obogateno z marsikatero izkušnjo. Več o prijavah in o pogojih pa najdete na spletni strani Evropske komisije ali CMEPIUS-a, ki je organ zadolžen za to pri nas. No, potem, ko dokončate izobraževanje, pa imate kot državljan Evropske unije možnost dela pod enakimi pogoji v katerikoli drugi državi članici. To pomeni, da imate tudi enake pravice in dolžnosti. Veliko Slovencev, po nekaterih podatkih tudi okrog 100.000, dela v sosednji Avstriji, saj smo nenazadnje dokaj blizu meje. To pomeni, da lahko Slovenci brez kakršnih koli dodatnih formalnosti, morda je treba le znati jezik, iščete delo v tujini. Za več informacij lahko kontaktirate svoj zavod za zaposlovanje ali točko EURES. No, jaz osebno sem se pred dobrega pol leta iz tujine vrnila in si bi želela, da bi se vse več mojih rojakov tudi vračalo v Slovenijo ter tukaj ustvarjalo pogoje za delo za mlade in za vse tiste, ki radi ostajamo na domačih tleh. To pa bomo storili le z delovnimi mesti, ki bodo dobro in dovolj plačana. Takšna lahko ustvarjamo preko evropskih razpisov. Več informacij o razpisih pa najdete na spodnji povezavi. Spremljajte me še naprej, bodite z menoj tudi na moji spletni strani, kjer najdete objavljene vse vloge in vse povezave. Pa tudi na mojih kanalih na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu in na Twitterju. In ne pozabite, tokrat grem volit, pa lepo se imejte do prihodnjič.